Končno bi lahko rekli za tekmo v Velenju. 3-krat je bila preložena zaradi Lige Evropa, zaradi snega in zaradi menjave za pokalni termin v 4. poskusu, pa izvedba ni bila več vprašljiva. Prav tako kot ni bil razplet. Dež je čez dan razmočil igralno površino, toda razmere niso odvzele kombinatorike v mariborskih akcijah in ob takojšnjem prevzemu pobude že v 11. minuti žoga v velenjski mreži. Po hitri kombinaciji Ibrahimija in Mezge je Bubalović izbil pred Mezgo v kot, ki je prinesel vodstvo. Ibrahim in Tavares sta izmenjala podaji. Ob predložku Ibrahimija in o posredovanju domačih branilcev pa žoga do Fajića, ki je pozorno spremljal akcijo in dosegel še svoj drugi zaporedni zadetek v 4 dneh. Vratar Rozman je kmalu spoznal, da bo najbolj zaposleni mož na igrišču. Ob naslednji grožnji iz prostega strela mu je Ibrahimi silovitim projektilom ogrel dlani, končalo se je s kotom. Potem pa po prodoru Mezge znova soočenje zadnje velenjske ovire s Fajićem. Dobra zamisel strelca vodilnega gola, a je vratar še enkrat uspel odbiti žogo v kot. Fajić in Rozman sta se pogosto videvala, v naslednjem dvoboju še ena obramba vratarja Rudarja. Po predložku Vilerja je Fajić nameril z glavo z refleksnim posredovanjem Rozmana, ob udarcu z bližine pa je ostalo pri 0:1. Na drugi strani je bil do odmora Marko Pridigar, ki je okreval po bolezni in prevzel vlogo Jatmina Handanovića zaradi izključitve v Ljubljani, kaznovanega z 2 tekmama prepovedi igranja, le opazovalec dogodkov. V edinem posredovanju v prvem polčasu v poskusu Eterovića z roba kazenskega prostora je žogo brez večjih težav ujel. Ker sta ekipi večino časa preživeli na velenjski polovici igrišča, so se vsi zanimivejši dogodki sprva zvrstili na isti strani. Tako so se pred številnimi napadi gostitelji branili na različne načine. Radujka je v kazenskem prostoru žoga zadela v roko, a sodnik ni pokazal na beli krog. Kljub 5. tekmi v 14 dneh v mariborskem moštvu ni bilo davka na utrujenost. To nam je bila 5. tekma v nizu. Jasno je, da ko nisi v istem položaju, ko nasprotniki nimajo toliko tekem za seboj, je potem bistveno težje, vendar smo enostavno navajeni igrati veliko število tekem. Po povsem podrejeni vlogi v uvodnem delu tekme so se Velenjčani vrnili iz slačilnice odločnejši. Najprej o prvem resnejšem poskusu domače ekipe sploh na tekmi Črnčič ni bil natančen. V naslednji obetavnejši situaciji v gneči pred mariborskim golom žoga na koncu do Eterovića, Pridigar pa je ustavil njegov poskus. Želje Velenjčanov po izenačenju so ostale neuresničene tudi po naslednji potezi Eterovića, ki se ni obotavljal, tako je sprožil, a je bil Pridigar znova zmagovalec njunega dvoboja. S tem se je tudi končalo obdobje aktivnejše igre Rudarja. Mariborska mreža je ostala nedotaknjena, kar je vedno najlepši razplet za obrambne nogometaše. Med njimi je tudi Nejc Mevlja, ki spoznava razlike med igranjem nekoč v Gorici in zdaj pri prvakih. Moram reči, da imam par kil manj, kot si jih imel v Gorici, tako da se počutim kar lažjega na igrišču in kolena ne čutim, poškodba je mimo, pozabljena, na igrišču ne razmišljam o tem in tudi to. Vesel sem, da smo zmagali in da je z mano vse v redu. Za nov zagon v končnici je Darko Milanič poslal v igro Roberta Berića, ki je takoj prinesel dodatno živahnost in energijo. Najprej kot začetnik obetavne akcije, ko je popeljal žogo čez sredino, podal do Ibrahimija, ki pa mu ni uspel učinkovit zaključek. Po podaji je ob naslednjem poskusu Berić prišel do zaključka, v kazenskem prostoru si je priboril položaj za udarec, Rozman pa je dopolnil seznam obramb. Škoda, da na tribunah ni bilo več gledalcev, saj so lahko spremljali nadvse zanimivo tekmo s številnimi všečnimi akcijami. V tej sta sodelovala Cvijanović in Berić, otresla sta se tekmecev tako ob stranski črti kot v kazenskem prostoru, po podaji Berića pa je Cvijanović zadel domačega vratarja.
Cvijanović in Berić ostajata v ospredju. Ob novem poskusu Berića je Rozman odbil kot in po nizu akcij se je mreža preprosto morala zatresti v 85 minuti 0-2. Po sodelovanju s Cvijanovićem je Ibrahimi podal predgol, Berić pa spretno poslal žogo mimo Rozmana, ki vsega vendarle ni mogel preprečiti. V sodniškem podaljšku je moral še tretjič po žogo v mrežo. Po samostojnem prodoru je zadel Ibrahimi, vendar je žoga spotoma zadela velenjskega branilca. In v uradnem zapisniku so kot strelca zabeležili Bubalovića, kar seveda ni spremenilo vtisa o prepričljivi in učinkoviti predstavi. Obenem pa poskrbelo za dodatno povabilo v Ljudski vrt na sobotni obračun z Domžalami, ki se bo začel ob 20. V prvem polčasu smo zelo dobro igrali, imeli žogo v naših nogah, tako da v bistvu smo si preigrali dosti priložnosti, tako kot pol na koncu tekme, kjer smo naredili to razliko.